Dobro jutro, pegice imate. Luškane so te pegice, ne. Veš, kaj sem razmišljal tale maj, ne. Glede na to, kaj sem videl včeraj v Italiji pa v Srbiji, ne, mislim, posnetki letijo o teh nekih katastrofalnih poplavah, mislim, to malo spominja na vesoljni potop in resno razmišljam, da začnem malo bruneska metati, zastopaš, da naredim od mi ipak barko, ne. Da, mislim, preden bo prepozno, ne. Mislim, malo za šalo, malo za res, ampak watch the water, kaj se z vodo dogaja, si najbrž sploh ne znamo predstavljati, kaj bomo še srečali, ker mi smo imeli v zgodovini Tartare, ne, ki so naredili svašta, o katerih smo vedeli malo, skoraj nič, da ne vemo praktično nič, je kriva CIA, ki je skrbela, da se uničijo vsi dokazi, kakor se pač da, in vse, kar je tartarskih izdelkov, produktov, so probali tudi nekako osvinjati s svojimi drekatorskimi prijemi in poštampljati letnice izdelave, ki so seveda lažne. In naša zgodovina je tako lažniva, tako zlagana, da za znort. Tudi naša realnost in sedanjost v tem trenutku je hudo zlagana. In to nekako moramo ozavestiti. In res je ta čas korone, ta čas prehoda, nam dal eno veliko poplavo informacij, za katerih pa spet za nobeno ne moš dati roke v ogenj. Vendar, če povezuješ pika, pikica, pegica, dobiš tudi neko slikico na koncu, ne? No in se mi zdi ena dobra je tudi priletela zdaj v kratkem do mene. Te pike, o katerih se pogovarjamo, da jih je treba povezovati, ne, so zdaj pa že tako skupaj, ne, da v bistvu že skoraj ne moš reči, da jo ne moš povezati, ne. Ampak eni ljudje še vedno ne vidijo, ali nočejo videti. Ali igrajo to igrico. Naredi se neumnega, pa je stvar rešena. Ne vem, dragi moji, mislim, vem, da se ljudje še vedno pretirano radi delajo blesave. Sekundico. Vse pripravim, viš, v sekance pa pozabim. Kaj tacga. Ja, maj je hladen, ne, a veš, jaz pa bosonog, pa se pa tudi takoj kaj pozna, ne. Ne, se je vse v redu. Ej, malo sem hotel, evo le, zdaj bo muska malo nagajala, ker se zdi to prijetno in prijazno, da mi tehnologija malo nagaja. A je to možno? Prav, pa ne bo, ne bom se. V današnji epizodi sem se hotel pogovarjati o večjih stvareh. Nekaj o empatih, nekaj o lastni smeri, zdravljenju in naivnosti in predvsem o tem, kako zelo je mnogo stvari, mislim, vse praktično, kar vidimo, je zlagano. Razen ljubezni. Ljubezen pa ni zlagana. In tistkrat, ko človek se dotakne samega sebe, se dotakne univerzuma, in to je tudi ta slikca nekje od zadaj prepopana, a veš, pomagaj si in Bog ti bo pomagal, ne, pa če smo definirali, da je Bog ne tam zunaj, ampak tle noter, pomagaj si sam in sam sebi boš pomagal. Kadar smo kreativni, takrat pridejo nove ideje, kadar čakamo na ideje, tudi kreativa čaka. Tako da ni za stati na mestu pa čakati, kaj da bo, in dogodek ni tam, pa da mi v bistvu čakamo, kdaj se bo kaj zgodilo. V bistvu je tako, da dogodek že čaka, kdaj bomo mi dovolj pripravljeni, dovolj očiščeni, dovolj ozdravljeni, ker kajti takrat, ko se zdravimo, takrat rastemo. No, pa sem najdel tlele eno tako dobro, da kadar se upočasnimo, ker smo rekli, dajmo se upočasniti, slow down, iz hrčkove derke in derkanja sem in tja, počasi. Velikani niso nikamor tekli, ne? In tudi svet nas je silil v neko derko. Skratka, kadar se mi upočasnimo ali pa ustavimo, takrat začnemo stvari malo čutiti. In kadar stvari čutimo, takrat se
se posledično začnemo zdraviti. In zdravljenje je pravzaprav proces notranje rasti. O tem, kaj je notranja rast, smo se že pogovarjali v kontekstu svoje lastne integriteta, bom rekel, postavitev meja, ker okolica je tista, ki nam je delala zdrahe. Biti samozavesten, odločen in predan ljubezni in temu, kaj je prav. Ne? To je ta, bom rekel, osebna rast, ko ne iščeš zunanjih faktorjev za to, da boš ti srečen, ampak štekaš, da je sreča odvisna samo od tebe in srečen boš takrat, kadar boš delal po svojih vzgibih, po svojih poteh in po svojih strasteh, svojih užitkih, ne, kakorkoli, in ne, še hobijih, pa še po veščinah in spoznanjih, ki smo jih prejeli tekom svojega lastnega življenja, ki nas je peljalo, da nam je veščine izoblikovalo, ne. Torej, kadar se upočasnimo, je v bistvu to najbolj produktivna stvar, ki jo lahko srečamo oziroma naredimo zase. Tako da ne imeti slabe vesti, če se upočasnjujete iz tempa, v katerega smo bili rojeni, ovo sem, teraj. Nekako marsikdo ne more ven iz tega, bom rekel, navada je železna srajca, ne moramo iz te navade, da res skozi nekaj moramo goniti. Ampak kadar hitimo, delamo napake in kadar hitimo, ne moramo slišati sebe in ne moramo prisluhniti svojim notranjim vzgibom. Ne? Tako da je upočasniti se zelo pomembno, ampak druga stvar upočasnjenega procesa ali pa upočasnjenega biti je pa ta, da kam je ušla? Je že nazaj. Je pa tudi ta, da se naša življenja mi smo utrujeni od vsega tega. Od življenja samega, od narcizma, od pitja energije, in mi smo fizično utrujeni od tega. Pa fizično sploh ni zadost, kakor so naše duše utrujene. In večkrat sem vam že poudaril, če morate počivati, počivajte. Moramo počivati, zaradi tega, ker to je proces zdravljenja. Vsaka stara mama vam je rekla, ko smo bili bolni, ulež se, malo pa počivaj, ne, pa se boš pozdravil. In tudi fizični in mentalno zdravljenje je vezano na počitek. In dosti je debat o tem, kako konoplja zdravi to in ono in svašta, kako je super zdrava, ampak moja razlaga temu je, da konoplja zna samo odstraniti en kup bremen, ki so v glavi, sploh olje. Zna umakniti te stvari na stran, nekako se fokusiraš na tukaj in zdaj in se umiriš. In mogoče je bila prav zaradi tega konoplja v bistvu prepovedana, ker takrat, ko se umirimo, takrat se zdravimo. In kadar se zdravimo, takrat lahko kaj začutimo. In ta občutek ni zanemarljiv, ker je del nas, mi smo čuteča bitja. Empati smo čuteča bitja, kaj ne? Narcis sam po sebi ne čuti stvari. In narcis je sam po sebi znotraj sebe mrtev. In dostikrat bi rad ta narcis vam rekel, da ste vi krivi za njegovo praznino. Pa jo ne moramo mi ne pozdraviti, ne spremeniti. Moramo se umakniti zaradi tega, ker to prazno bitje lahko tudi nas prazno, bom rekel duhovno mrtvo bitje, tudi naš duh poškoduje ali pa uniči. Kaj mi gre na živce, kaj muska prekinja? A ni noro, pa kar nekaj, vse isto kot ponavadi, čisto nič ni drugače, mislim. Jej. Le, ono kar prekinja in jaz lahko dam to na pauzo, ali pa, če jaz bom to ugasnil, pa še enkrat užgal, ker me nervira, veš. Nič me nervira, ampak mi gre, škoda je, kaj ni prav, kaj ni. Bomo mi zrihtali, evo, mogoče bo pa zdaj prav pelil.
Mogoče bo prav, mogoče pa tudi ne vem. Skratka, od narcisa, ki je prazno bitje, se moramo umakniti brez pike dvoma, zaradi tega, ker on je nam nevaren, ker on je drenator energije in ne smemo dopustiti, da nam piči s svojim biti, svojo praznino, s svojim obtoževanjem. In včeraj smo nekako obdelali, oni se obnašajo, kot da so obsedeni z hudičem. In zaradi tega, ker imajo identične lastnosti, ne? Posesivnost, lakomnost, samovšečnost, v bistvu samopomembnost, nesočutje, v bistvu totalna zloraba, laž, prevarana tega, ampak zdaj narcis, smo rekli, je človek, narcistično se obnaša ekipa provokatorjev, ki iščejo konflikte. In na tak način, ker iščejo konflikte, človeka pripeljejo v blaznost, tam človek, a veš, ko je človek pritisnen v kot, postavi kremplje, no takrat pride pa prijateljica, policija, sodstvo, kaj si pa ti udaril, ne bi smel udariti. Ne. Provokacija pa ni bila nikoli predmet debate, zapomnite si to. In na tak način nas provocira kompletna država, naša, Republika Banana, kako že, Republika Slovenija, d.o.o., z direktorico Musarjevo, na čelu, pravzaprav pred njo je to zrihtal pahor. No, ampak tudi globalizem, globalistična država je zaželela si tudi teh istih prijemov in jih je pravzaprav izvajala. Zdaj nekaj sem prebral, da je Klaus Schwab, ta, ki si je zaželil nov svetovni red, novo svetovno ureditev z eno vlado, digitalnim denarjem in popolno kontrolo iz ene inštance. Ta je rekel, da največja nevarnost vzpostavitvi globoke države je Vladimir Putin. Ne. To bi pa v bistvu pika, pa pikica, bi pa nam že dalo vedeti, da v bistvu, če je globoka država nam nevarna ideja, pol je taki, je proti globoki državi naš prijatelj, kaj ne? Tvoj sovražnik, čakaj, ne bom zdaj našel, sovražnik mojega, ne bom zdaj našel, da ne bom zaglavil. Ena stvar je, ki smo se jo tudi pogovarjali, je ta, ki sem rekel, dajmo se zastopati, da smo mi ene velike vesoljske ladje, magnificent bitja, da smo mi eno velikanska, ne velikani kot fizično, ampak znotraj sebe eni veliki generatorji, kot vesoljska ladja. In ta vesoljska ladja je bila poškodovana, zatrta, uničena, ne do konca uničena in bom rekel, z druge strani zaspani smo bili mi, ne? No, in kadar se mi empati, torej te vesoljske ladje, vžgejo motorje, ne? Takrat v bistvu mi ta cel svet vidimo, kada je on v slow motion, v počasnjeni izvedbi. Kaj zdaj to pomeni? Da v bistvu znamo predvideti njihove akcije, znamo predvideti njihove namene, znamo, vidimo, kam pes taco moli, a ne. In sem vam že rekel, da vidim jaz svet, kada so ranjeni polžiti narcisi, to je vse čist počas. Ker jaz načeloma sem človek akcije, pa sem lenuh. Ne? Torej, jaz bom raje 4 ure, nekako sem že rekel, 3 ure pa pol brusil sekero, pa pol sem pol ure delal. Jaz ne bi 4 ure tolku unga drevesa, ker se mi ne da. Ne? Ampak, ko pa stopim, pa naredim rop, 10 korakov naenkrat in je stvar rešena. Naš slowdown izdelke, naš slowdown je v bistvu še vedno mnogo hitrejši. Mislim, mi kadar hitimo, smo počasni, zaradi tega, ker takrat smo še napake delali za usput. In smo vse delali 2-krat, najmanj. In kadar se mi upočasnimo, se v bistvu pohitrimo. Vidimo, veš, kdor misli, on predvidi in misliti je nujno potrebno in ne boli in
kar dajmo uporabljati ta organ, super, mi ga imamo, narcisi so zaglajzali in ne uporabljajo možganske širine za te stvari, da bi svet bil lepši, ampak samo zato, da je njihova igra pelala, kako bi še nov trik iztrenirali, kako bi še dodatno ljudi izdrenirali, kako bodo odigrali masko tu in tam in kako bodo prikrili svoje svinarije. Ne? Njihova največja skrb je, da je stvar, ki jo počnejo, prikrita. Ne? In zdaj v bistvu mi smo v informacijski vojni, kjer je informacij milijon in na nas je, da jih razberemo, kaj ja, kaj ne. Tisto, kaj vibrira, mora z nami vibrirati. Zdaj, če je katastrofa v Italiji, pa katastrofa v Srbiji, naj vsak premisli, kako lahko pomagam. A bom šuke, pa rabim čovn, pa moram zrihtati odpravo, a je to ta tvoj namen življenjski, ali je mogoče življenjski namen, da prispevaš karkoli, ko se bo organizirala neka akcija zbiralna, da tam sodeluješ, ali enostavno si zaželel, da boš samo čustvoval in dobil na sebe breme. To ta zadnjo ne. Nikoli nase, ampak morate se zavedati, da vsaka poročila so bila narejena točno v tej smeri, da smo mi obremenjeni, da smo mi z neko negativnostjo obremenjeno in na tak način smo mi kreirali njihov svet idiotski. Ne? In zaradi tega je zelo pomembno, da se zavedate, da negativnih informacij ne vlečete v sebe. A veš, zakaj mi je prekinjalo? Ne? Zdaj ne bo pa več, da bom pa vžgal. Ta čas, ki vam predavam, se mi je sjetilo, kaj je težava, zakaj je muska prekinjala. Tam, kjer smo ostali. Ajde pa pojmo. Mislim, da zdaj ne bo več prekinjalo, vem pa ne. Dobroto empatov je ta narcizem v bistvu na dobroto in naivnost nas je narcizem dubom. In zraven so se nam režali, ker nismo vedeli, da oni igrajo igro. Ne? Mi, empati, nismo neumni, celo več. Smo od njihove vizije, ki je usmerjena zgolj v njihovo igro. Mi smo inteligentni za njih, mi smo pametni za njih, ker vemo kaj več. Za igro pa res ne vemo. Nismo vedeli. No, ampak zdaj tudi za to vemo. Zdaj vemo to, kako oni, plus še mnogo več, ker oni ne vejo stvari, za katere mi vemo. Ne? Mnogo manj. Mislim, če sem rečeš majster zemlja, ni okrogla, kot so ti povedali, so on s tabo skreka, kaj ne, v televiziji so rekli, da je okrogla bedak Turšičev. Ne? On nima organa sploh za misliti, ali kaj. Ampak dobro, nima veze. Vsak zase ve. Skratka, mi nismo neumni, smo pa bili naivni. In kadar mi osebnostno zrastemo, tudi ta naivnost malo odpade. Pa jaz mislim, da vsak pri sebi lahko zatrdi, da je še zmeri pade na njihove fore, ampak ne več za zmeri, pa za dolg časa. Znamo kar dosti hitro prebrati, da nas probajo potegniti za nos in nam ga nategniti in se pač ne damo. Ne? In ta naša naivnost je bila v bistvu naša hiba in možnost, kjer so se oni prepopali in drenirali našo energijo. In se pravim, ker imam jaz občutek, smo na tem kar nekaj naredili in nismo več naivni, kot smo bili včasih. Ne bom rekel, da smo že obdelali do konca, zaradi tega, ker nam se zavest širi, zavest se ne odpre čez noč. In bolj ko na širini zavesti delaš, več je tega. Teh pikic je milijarde in milijarde in zagotovo nismo še tam, kjer moramo biti. Govorim o zavesti, telepatija se komaj dotikamo, razumevanja sveta se komaj dotikamo, zgodovini, jaz se od zgodovine ničkom distanciram, nočem, ker ne vem, kaj je, ampak če pa vidim Borovniški most, pa Sovkanski most, pa te neke razne tunele, pa katedrale, pa lahko rečem, da je obstajala neka civilizacija in bom kar verjel, da je to bila Tartarija, da so to bili Tartari, torej velikani. In evo, v Cerkvenci imamo mi tudi Martina Krpana, velikana, ki se je boril z Brdavsom. Ne, pač tako, in Gulliver je tudi bil, in Gulliverjeva potovanja
In še eno v razmislek, niso stvari prikrite tisočletja nazaj, ampak v bistvu krajšo zgodovinsko dobo v smislu 100, 200, 300 ali pa 400 let nazaj so oni naredili to megalomansko mud flood, to blatno poplavo, kjer so zabrisali mnogo stvari. In zdaj to, kar se v Italiji dogaja, in kapenga blata, je mogoče tudi njihova ideja. Mogoče gre za odpiranje kakšnih kanalov. Watch the water, še enkrat, je stvar, ki nam verjetno še ni popolnoma jasna, kaj se bo s tem zgodilo, kaj so oni s to vodo počeli, ali so jo iz tunelov črpali, pa v bistvu te tunele zase porabili. Torej, da jih niso rabili kopati, da so v bistvu porabili vodne rove in se morajo oni nafilati, in zdaj v bistvu oni so nam grozili z dvigom morske gladine, zdaj mogoče se zna zgoditi pa celo kontra, in če se zgodi kontra, potem se pokaže kakšna poplavljena dežela. Ne vem, razmišljam, ker razmišljati ni prepovedano, v bistvu je zaželjeno, če razmišljamo, strašno nezaželjeno je, če se pa človek dela neumnega, ne? To pa res ne. Skratka, delajmo dobro še naprej, ne? Naša dobrota ni znak neumnosti in delajmo dobra dela še naprej, kot smo jih do zdaj. Ne dovolite, da bi nas delili in deli in vladaj in da bi nas med sabo skregali, da bi drug na drugega delovali v smislu destruktivno, maščevalno, uničevalno. To ni naša domena. Tako da ne se pustiti zavajati sistemu, ki nas proba točno kaj noter prignati, ne? Dejte se skregati med sabo, ne? Oni vejo, da orožja ne morejo več poterati med nas, iako je pumpanje tudi čutiti strani desničarjev in levičarjev, kaj orožje v roke, kupite si puške, mislim, a veš, da nekdo hujska v tej smeri, bi tudi mogel biti že velik alarm, ne? Pa to je Janša izjavo, ne? Kupite si puške, saj sam Jurja, municijo bomo že, ko se bo nekaj zgodilo, boste prvi na fronti. Torej, jim je že nekako dal vedeti svojim, da prihaja nebes, ne? Nevihta v pravem pomenu besede. Če sem začel s tem, da je poplava in vesoljni potop, smo že obdelovali, da jaz vidim vesoljni potop s tem, da curlja in prihaja na plano resnica, ki poliva čez vso laž. Laž izgublja moč. Zavedajte se, da so še leto, dve nazaj kričali: ti prekleti antivakserji, vsi se morate cepiti, zakaj se ne greste cepiti, vi ste grožnja družbi, mi smo vakserji, mi smo odvisniki od vakcin in boosterjev. Čas malo mine, a ne? In teh ljudi ni več. Ni več teh besed. Meni se noben ne upa reči, pa tudi nikjer ne zasledim, da bi še kdo, ki je kaj probal skakati od cepljenih na necepljene. Predvsem si pa čist premalo ljudi, ki so cepljeni, prizna, da so zajebali. Ker narcis načeloma ne prizna napake, da je naredil greško. Zaradi tega večina ljudi v bistvu komaj hodi poškodovana od cepiv, ampak ne, jaz to, ne vem, v letah sem prišel, tu ne od cepiva. Ne, torej, niti ni sam kriv, pa še podpira sistem, ki ga je frderbal. A ni noro? Mislim, sej opazujemo, sej hvala Bogu, ampak neverjetno, dokam nas bo stvar pripeljala. Videti nam je dano, ne? In v bistvu moramo biti tudi za to hvaležni, da nam je dano videti. Ampak ni se zgodil to dano videti se ni zgodilo samo po sebi, ne? Agenda bi šla s polno paro naprej, če bi vse štimalo, pa ne štima. Zaradi tega vam dajem ponovno. Trump in Q od zadaj funkcionirajo, white hati, vojska dogaja za for 1,000,000% in ne dvomim jaz niti milimeter. Iako se srečujem z raznoraznimi
kontrirani, ne, zaradi tega, ker kontriranje je edino, kar narcizem zna. Ne zna argumentirati, zna pa kontrirati. Tako da bodite tudi tle malo previdni, pa ne nasedite bananam, držite svojo linijo, ne, držite našo linijo, integriteto, to je tisto, kar smo se ozdravili in kar smo se že dvignili iznad tega. Tako da kar vzdržujte, a veš, uhvati ritem, drži ritem, ne. Ena stvar tudi, ki je precej pomembna, mnogo ljudi nam je preložilo svoje probleme na nas, ne. Niso želeli sprejeti odgovornosti za svoje dejanja, ne, zaradi tega so v bistvu to prelagali na druge ljudi. Niso znali rešiti stvari, pa so se obrnili na nas v kontekstu, pa boš ti, ki znaš, pa tak primer, ki sem bil jaz majhen, pa se to spada v kategorijo učenja, ne. Mi je mati rekla, daj ti WC papir zamenjati, ki ga znaš. Ne? Ampak in kar sem si smislil, valjda, jaz sem hud kot popar, valjda bom jaz rihtal sklet papir, ne. Ampak te stvari pol grejo malo naprej v življenju in vidiš, da točno, Turšič, ti znaš veš to, a bi ti, tako taka lepa nežna prošnja in to se raztegne na poslovni svet, na partnerski svet, na vse sort svetove, če si bil sposoben, si točno bil za njihovega gonilnega konja, ne. Na koncu gotoviš, da oni so se režali, pa počivali, pa norca brili, ti si bil pa zjeban, ne, od vsega tega in to je tisti segment, ki sem rekel, ustavi se, umorni smo, umoran sem prijatelju, ne. Stavros je bil naš, pa se je pol prodal, tako so zdaj, da me ne bo kdo za kam vlekel. Skratka, te probleme od drugih, ko vam proba nekdo dati nalogo, ne tega vzeti na sebe, res ne. Ma vsak sabo stvari za popucati in dajmo delati na sebi, rabite svoj čas v miru, rabite svoj čas in mir v naravi in dajte prisluhniti tam stvarem, predvsem sebi. Drugi zaenkrat niso prioriteta, tudi ne da se jih zbuditi, nemogoče, ker to ni njihov proces, vsak gre skozi svoj proces in vsak izmed nas je v tem trenutku v svoji pravilni fazi napredka. A bo šel do konca, pa ni niti v naši vedeti, niti v naši domeni pomagati, oziroma še kamoli prisiliti. Absolutno pa se zavedajte, da ko se bo človek želel spreobrniti, bo rabil pomoč, tam smo pa zraven. To pa drži. In z vsem, kar imamo, z vsem, kar smo se naučili, spregledali, spoznali, bomo lahko pomagali naprej. In tudi to je bil namen te korone, da se prebujamo. Jaz sem tudi imel svoje učitelje, ki jih ni več, če zdaj jaz komu pomagam, super, ampak vse to je nekako po nekih lestvicah, po nekih nivojih, kdo, kdaj, komu, kje pomaga in kdo je pripravljen sprejeti informacije. Če dam iz sebe ven, jaz sem že pred več kot letom, verjetno že pred 2 bral vsebine, ki jih tudi pod točko razno nisem upal deliti, pa so danes čist nekaj vsakdanjega. Takrat pač niso bile. In jaz sem jih konzumiral, množica pa pač ne. Pa zdaj, če bi šel čas nazaj, bi jih takrat že delil. Bi bilo bolj prav. Ako bi bil za okolico še bolj nor, kot sem bil, ali pa sem, pa bi bilo mogoče treba. Mogoče pa ne, mogoče pa vse tako, točno tako, kot mora biti. Zakaj bi se zdaj človek sploh obremenjeval? Ena taka stvar se mi zdi tudi fejst, ka veš, ljudje se spotikajo, joj, Turšič, kaj pa to je, pa kaj boš ti tam, pa uno ne gre, pa kaj misliš, da uno, Dragi moji, in krasen odgovor imamo za te ljudi, glej ti v svojo smer, če se ti moja smer nekako ne dopade, ker boš prej tam, kamor si se namenil. Ne? Ljudje v bistvu probajo mešati naša življenja, medtem ko pri sebi, a veš, pometi pred svojim pragom, ne. Majster, ti, če ti kaj ne paše, greš svojo pot, boš prej tam, kamor si se namenil. Piči, čao, no hard feelings, adijo, ne rabva se midva pretirano boriti in jaz sem pripravljen marsikoga, ki se pride osrat meni na časovnico, tudi zelo hitro pospraviti iz
Smetilnika. Ne dovolim, enostavno ne dovolim, zaradi tega, ker je pač negativizem in negativizma jaz na svoji Facebook časovnici ne dovolim. Mislim, da ga moram, zaradi tega, da sem vljuden do negativca. Žal ne. Pa se poznamo, ne poznamo, nima veze, stari. Sploh me ne zanima. Blazno mi je všeč, super izpadajo ljudje, se kažejo, kdo je kdo. Bodite pozorni. Narcis v bistvu deluje preko drugih, to so flying monkeys, torej mogoče je celo tako, da ni direkt narcis tisti, ki vam greni life, ampak je v bistvu empat, ki ga je narcis našuntal proti vam. Tako da je treba biti previden, kdo je avtor, kdo je idejni vodja projekta drkanja, dvigovanja živca in ustvarjanja negativnosti. Največkrat so narcisi preko empata delovali. Previdno. Upočasnjeni, to smo obdelali, Brune sem že nabral, spiritualna vojna, tako je. Smo v spiritualni vojni in med nami so bili magični, negativni uroki, temačen okultizem, okultnost. Naučiti se moramo njihovega simbolizma, njihovega delovanja, kaj je narcizem in simbolizem, oboje. Enostavno jaz mislim, da so nam jasni razni ti znaki, da so vsaj to, da nam je približno jasno, ki smo, pa to je sam začetek, ki so vsi pentagrami, ki so vse spirale, ki so vsi križi na glavo obrnjeni. Skratka, simbolizem, nam je že Q rekel, je njihov propad in naša naloga je, da ga prepoznamo, da pač ne pademo na vsako foro. Skriti programi in mind control, torej kontrola uma, vse to je ta vojna, v kateri se nahajamo in moramo jo prepoznavati. Vse to je bistveno večjo globino od vseh izmišljenih virusov kadarkoli in povezujmo te pikice, nujno jih moramo in kakor jaz čutim, se mi zdi ene stvari tako logično. Včasih je bila tle ena pika, pa tle ena pika, pa tle ena, zdaj pa se mi zdi, da so one res tako zelo blizu, ne rabi človek biti več pretirano brihten, so že skoraj se skupaj držijo. Ampak to je zaradi tega, ker sem toliko stvari obdelal, toliko stvari srečal, tokrat sem probal še komu razložiti, da sem pred tem mogel vse posvetliti in med tem, ko govorim, se tudi meni osvetli, tako da smo spet na začetku, moramo govoriti zaradi tega, ker tako lažje oziroma bolj razumemo. Eno je razumeti, eno je pa predati naprej. Kako zelo mora profesor v šoli ali pa na faksu stvari razumeti, da jih lahko preda naprej učencem. Isto je tukaj. In da se, razumeti se da, mičkeno se treba poglobiti, predvsem pa umiriti. Ne nasedajmo taktiki deli in vladaj in vibrirajmo visoko. Predvsem razmislimo, kdo smo, kaj so naše pridobljene veščine in spoznanja skozi življenje in se preklopimo na eno in edino resnično in največjo silo univerzuma, ki se imenuje ljubezen. Ljubljena je Ljubljana, človek je love, Slovenija ima love, pa še kje bi lahko najdli kakšno povezavo z ljubeznijo in teritorijem, kjer se nahajamo znotraj jezika, ki ga uporabljamo in če smo rekli Martin Krpan med zadnjimi Tartari, pa tudi Slovenija ima nekaj v sebi. Dragi moji, jaz mislim, da je na Slovenskem kar precej velik potencial, da se ljudje zbudimo in zaradi tega, ker smo imeli velik potencial, smo imeli tudi mnogo mafije, ki je to kontrolirala, in zelo primitivne in brezkompromisne, tako da ne rabimo se pretirano ponavljati. Nevoščljivost, tuđe nečemo, svoje ne damo. In to je tudi en tak rek komunizma ali Tita ali ne vem, še enkrat, ne vemo o zgodovini, vse je narobe napisano, vendar ta rek je pa ostal, tujega nočemo, svojega ne damo. In tujega nočemo, tisti, ki hoče, ki želi tuje, ta je nevoščljiv.
jealous, je ljubosumen na to, kar imaš, ti, jaz pa nimam. Teritorialnost, ne, torej ne dam svojega, teritorialnost je pa obramba tistega, kaj je naše. Pa naj si bo notranji mir, ali pa ozemlje, ali pa zemlja kot taka. Tudi zrak je naš in voda je naša. Čeprav bi najraje nam še to zapakirali v piksne, pa nam določili, koliko bomo vdahnili, koliko litrov bomo spili in koliko nam bodo računali, če se bomo več usrali in tako naprej. Bi nam, nič se do tega ne bo zgodilo, ampak tako dajmo imeti tujega nočem, svojega ne dam. Nočem, ti imej svoj mir, jaz pa mojega ti pa ne dam. To velja za vse segmente. Pa, če smo pri miru, pa pri energiji bo čist zadost. Ne rabim jaz tvoje energije, samo moje pa in jo moramo čuvati. Nihče drug jo ne bo čuval kot izključno vsak samo svojo. Okay. Ne boste verjeli, da sem prišel čez spisek stvari, ki sem jih za danes pripravil za vas. V veselje mi je biti z vami in med vami in upam, da enako lahko razmišljate tudi vi. Močno si želim toplega poletja, da bomo vsaj končno paradajze ven dali, ker pri nas je še premraz za to, ne vem, krompir tudi nekako noče še kaliti, tako da je kar sranje s tem kmetijstvom, ampak vidim, da večina kmetov se ne obremenjuje, da je vse ok, trava lepo raste, košnja bo obilna, padavin je dovolj, ne bo šlo prehitro v cvet, tako da bodo tudi subvencije za tajminge, kakor rečeš prav, je pa samo vprašanje, a subvencije še bojo ali ne več, ne? Ker še 50 let nazaj je bilo vse preorano, pa sem pa kakšna niva za kositi, zdaj je pa glih kontra. Tako da to kot kmetijstvo, pa spet da ne bo pomote, ne obsojam vseh, ni to res, ampak če so oni kmetje, sem tudi jaz kmet, če se šteje kmetijstvo potem, kdo več poseka iz gozda. Tudi švoh, ne, ni to nobena pridelava, skrb za svoje ljudi je tlele čisto odpadla. Še ena stvar, zakaj pravzaprav kmetom ni dovoljeno, zakaj so bili kmeti tako zapeljani, da v bistvu so prišli na vzgojo trave, zaradi tega, ker skozi hrano so nam tudi utupili neka prehranska, navidezna cepiva. Tako da dobimo v sebe nekaj, kar ni za nas in leglo vsega tega je za naš teritorij Španija. Lahko si pogledate Google Earth, kako gromozansko število je, a vam pokažem, kako gromozansko število je rastlinjakov in tam je hrana, ki prihaja k nam in za nas in je katastrofalna. Lahko se mičkam pogledate od Barcelone pred Gibraltarjem. Kaj je? Roques de Mar, pač takole v Španiji, vidiš to belo, to niso hribi tle dol, ne? To niso hribi, tole. Pa če mičkam pozumeramo noter, ne? V bistvu ugotoviš, da tale stvar, bela, niso hribi, ampak so rastlinjaki. Imamo, vse to so rastlinjaki in to je področje verjetno podobno velikosti Slovenije. Malo sami prebrskajte, boste presenečeni, kaj vse je pred očmi, če človek poišče. Vsaki informaciji ne verjeti, prav je, da jo slišite, dajte jo v svojo kalkulacijo, predvsem vzemite pozitivne informacije in ako je svet zagađen svinarijo. Ne moramo govtati več svinarije, že toliko let je vodila svinarija naš in njihovo matrico in čas je, da matrica razpade, točno s pomočjo tega, da jim ne damo energije. Okay. To je to, dragi moji, uživajte močno, zelo zabavajte se in se vidimo, ne? Slejko prejko. Ajde, čau.